Lep pozdrav iz studija Idrijskih novic. Športna zveza Idrije je pred dnevi podelila priznanja športnikom in športnim delavcem za preteklo leto in prejemnik priznanja za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji športa je Ivan Poljanec, naš današnji gost, katerega prav lepo pozdravljam. Pozdravljam. Najprej čestitke za prejeto priznanje. Kaj vam to pomeni po 32 letih ukvarjanja s trenerstvom? Ja, velik, se pravi, da so ljudje opazili, da smo veliko naredili na tem področju, kar se kolesarstva tiče. Spomini na teh 32 let so verjetno zelo lepi, tudi kakšen verjetno manj lep, ampak na splošno vtis. Večinoma lep, ja. Sicer pa ste svojo športno pot začeli kot kolesar leta 1977. Kako je prišlo do tega, da ste se pričeli ukvarjati najprej s kolesarstvom? V bistvu čisto spontano, no. Pač in par ljudi sem tukaj vedeli pozno, ko sem se vozil s kolesi, pa so tudi že probali tekmovati. Sem vzpostavil kontakt in pač potem sem izrihtal navaden kolo in smo se leteli kolesariti, pa tudi šlo naprej. Ampak najprej ste nastopali za kolesarsko društvo Rog, potem za Sočo Kobarid in šele kasneje prišli v domači klub. Tako je, prvo smo nastopali za Rog kot pionir, potem smo dobili kontakt v Soči Kobarid in smo se skoraj celotna ekipa, kar je idrijskega dela, se preselila v Kobarid. S časoma pa, sploh pa, ko je prišel Walter, smo videli, da smo ta klub malo prerasli, smo imeli pač večje ambicije, pač smo se preselili v Idrije in ustanovili ta klub. Se pravi, klub je potem tudi zaživel, lepi so spomini na nekdanje tekme po ulicah Idrije, ko se je zbralo na tisoče gledalcev. Kako se spominjate tega obdobja? To je bilo odlično obdobje. Teh kriterijev v bistvu malo pogrešamo tukaj v Idriji, vse jeste, ampak je velik finančni zalogaj ratal. Pa večinoma teh tudi naših idrijskih kolesarjev ima probleme s temi termini, tako da je treba dobiti res idealen termin, da dobiš vse slovenske, pa še pač vse idrijske kolesarje. To bi nam bil pa cilj, če bi to rihtali. Sicer se kolesarsko društvo Sloga 1902 že vrsto let obuja to tekmovanje po ulicah Idrije, nadgrajeno še z 2 dodatnima dnevoma. Energije v društvu je očitno dovolj. Dovolj. Pač zdaj delamo to dirko za pionirje, etapno dirko, letos bo 3-dnevna. Tako da nadaljujemo tradicijo, pač edino članskih pa mladinskih kategorij nemamo več. Če se povrnemo malce nazaj na vašo kolesarsko športno pot, kakšni so vaši spomini na to obdobje, kateri je mogoče dosežek, katerega bi sami najbolj izpostavili, ko ste bili še v vlogi tekmovalca? Kot ste sam že povedal, jaz sem več ali manj s njim vloga pomočnika. Nisem bil nikoli tako dober, da bi lahko tekme zmagal. Pač čemu sem prelikal, tudi kakšno drugo, tretje mesto sem dosegel na kakšnih takih krajših dirkah. Ampak večinoma je bilo tu pomoč, predvsem Walterju, ki je bil pa ostalim. In to je bilo moje čisto dosti za mene, bi rekel s njemu svoje začenje. Sicer vedno poslušamo samo, kdo je zmagovalec dirke, to je bilo že od nekdaj, ampak tudi od nekdaj že velja, da je kolesarstvo praktično ekipni šport. Ja, verjetno se večinoma ljudi si predstavljajo, da je kolesarstvo posamezen šport, ampak brez ekipe ni uspeha. Tudi če si nekako dober, ne gre, sploh pa na etapnih dirkah. Potem, ko ste sami zaključili športno pot, je bilo potrebno nekaj premora, potem ste se pa pred 32 leti pričeli ukvarjati s trenerstvom. Kako je prišlo do te odločitve? Jaz sem bi rekel malo tehničen tip, bi rekel, ampak me zanimalo, kako je bilo narejeno in sem že preden sem končal kariero, sem že znal kolo popraviti, centrirati špice, pa domače povedano. Tako da malo je to pluk skoraj načrtno, pač Stane Velikajne, tudi dosti cajta že delal na temu, tudi glavni bil pri vsej te zadevi. Pa sem jaz njegovo delo prevzel. Pač sem eden tisti, ki se je odločil, naredil sem potem tudi tisti izpit, ne sam jaz, več izpit smo več nas naredilo, za trenerja. Sam tista glavna loha, pač sem pa jaz prevzel. Ste kdaj delali kakšno bilanco, koliko ur ste namenili za to? Ne, nisem nikoli tega nisem pa nikoli gledal. Je bilo pa veliko.
tisto pa dnevno, 2-3 ure, tudi več. No. In skozi vaše roke lahko rečemo, je šlo kar nekaj odličnih kolesarjev, tudi vrhunskih, tistih, ki jih lahko smo jih in jih še spremljamo na najbolj poznanih dirkah, tudi na olimpijskih igrah. Konkretno imamo v mislih Boruta Božiča, Jana Tratnika, ki pa seveda nista edina. Nista bila edina, ne, je še polno kolesarjev, bilo to vederje. Mi smo prav malo pohrontali po tistih časih od Valterja, da v vederje verjetno bomo težko dobili finančno sredstvo, da vzdržujemo člansko ekipo. Ne? In smo se odločili, da ostanemo na mladinskih kategorijah, tako da mi smo kolesarje razvijali do mladincev in potem pa omogočili prestop v druge klube, kar so pridno izkoristili. Ne? In dosegli ogromno dobrih rezultatov. Ne? Tule, če pogledamo, so še Anže Skok, Marcel Skok, Žiga, pa Matic Grošelj. Večinoma te fanti potem nadaljujejo v ljubljanskih klubih. Obstaja prav kakšno tesnejše sodelovanje? Ne bi rekel prav konkretno, nismo nikoli, da bi rekel namensko sodelovati z enim klubom. Ampak večina, ker je šla v Ljubljano, v Roh, nekaj je šlo v Savo, tudi drugam, Gorico rečemo, so to naši starejši mladenci že dole. Ne. Pač mi nismo mogli več omogočiti tistih pogojev za nadaljni razvoj, in vidno, da smo se prav odločili tako. Ne. Dejansko pa kolesarsko društvo Sloga išče mlade talente že z Okijem, osnovnošolsko kolesarsko tekmovanje, izziv oziroma kako je prišlo do te ideje in to že več kot 10 let uspešno izvajate. Ja, vedeli, mi smo iskali nek način, da bi otrokom približali kolesarstvo in iz tega naslova tudi dobili kakšnega tekmovalca. In tako je nastala ta ideja in ta Oki, pa Krešava, se pravi otroški kolesarski izziv, ki se pa izredno dobro prijel tukaj v Vederju. Šli smo tudi v Žiril, Logatec in po okoliških krajih Cerkno, tako da zadeva se je lepo prijela in s tem tudi nadaljujemo. Od kje menite, kaj je razlog, da so naši športniki, predvsem kolesarji v tem primeru, tako uspešni? Ja, ne vem, malo tudi narava, malo pa zgleda, da smo tukaj vedeli tudi ustrajni, pa tudi v Sloveniji. Ker pač za taka mehna Slovenija, kaj ima toliko vrhunskih kolesarjev, to je velik čudež, bi rekel, ne samo mehen čudež. Če pogledamo, to je vse skupno se za veliko mesto v Italiji, pa imamo na rang lestvic 3-krat više rangirane kolesarje. Ampak če pogledamo, pri nas pravimo, kamorkoli greš od doma, moraš iti v klanec. Po drugi strani pa imamo bolj šprintersko naravnane tekmovalce, ko pridejo nekje v ko se približujejo svetovnemu vrhu. Drže. Čeprav imamo same klance, zgleda, da jih nemamo kaj preveč radi. Pač do zdaj nismo imeli nobenega takega fanta, da bi imel predispozicije za kaj takega. Ta prvi je bil in verjetno zelo daleč, bomo še iskali Valter. Se ne da grejo drugi slabo v klanca, ampak izgleda imamo pa hitre noge. In bi rekel Borut, Jan, ja, tudi ne počasen, je pa Anže, tako da hitri, v glavnem. Zdaj, ko se govorijo o tej naši Idriji, imamo še eno posebnost, poleg tega, da imamo ogromno klancev. Vremenska obdobja, se pravi, nekje v tujini lahko kolesarji trenirajo praktično celo leto, pri nas v zimskem času je s kolesom malce težje, zato ste se v kasnejšem delu svoje trenerske kariere podali tudi v tek na smučeh, ki je, kot pravijo za kolesarje, tudi dober trening v zimskem obdobju. Seveda, rečemo, pri smučarskem teku dela celo telo, to je za mene to bolj popolna in rekreacija in trening. Mi, kot ko sem še tekmoval, pač fitnessa pa tega skoraj ni bilo, razen kar se sam naredil. In pozem smo vzeli tekaške smučke in smo šli na sneg, pri tem je ostalo. Jaz sem sicer potem naredil še ta izpit za učitelja teka, tako da zdaj pomagam izobraževati mlade in stare ravnovajske. Ampak to je tudi izredno dober dopolnilni šport čez zimo. Pri nas, kot ste rekel, je veliko cajta se ne da kolesariti. Tako da mi tako vsako leto gremo, ki v marcu gremo hmurjo na priprave, pa upamo, da bo vedeli lepo vreme, da potem nadaljujemo treninga po dolinah, pa gor proti Padoviču.
Pa če se zdaj malce dotaknejo podrobneje smučarskega teka, kot trener tekaško-smučarskega kluba Idrija izvajate treninge, vzgajate nove, mlade. Da bi te jaz malo popravil, jaz sem sam učitelj smučarskega teka, trenirajo pa druge gore, pa Matec, pa Drago, pa še par drugih je. Tako da jaz pri tekaškem klubu sodelujem kot učitelj teka, pa pač nekem članstvu. Ampak interes za smučarski tek narašča? Narašča. Letos smo imeli že, mislim, da zdaj bo že tretji tečaj, kar sem jaz sodeloval zraven. Ta vikend imam tečaj za osnovnošolska mladina. Je interes, veliko interesa, veliko vprašanja na to temo. Sploh pa veliko je začetnikov, ki se uvajajo v smučarski tek. So pogruntali ljudi, da je tu pač malo bolj dostopen šport kot smučanje, pa tudi veliko ti da. Torej, kot športni delavec z dolgotrajno kariero, upate oziroma verjamete, da se šport v Idrijskem dobro piše? Mislim, da je dobro. Pač, kakor imamo pogojev, finančnih in drugačnih, ampak mislim, da v Idriji se kar nekaj dogaja na vseh področjih športa. Sem pa dobil informacijo, da se v zadnjem obdobju srečavate tudi z nekim novim športom, ki po Idriji ni najbolj poznan, to je lokostrelstvo. Ja, to sem pred 5-6 leti. Pač malo sem surfal po internetu, že prej me je to zanimalo. In pa na pol leta sem čez padel na to in zdaj to je moja druga strast, kjer sproščam adrenalin. Tako da sem se včlanil dol v društvo dol v Budajni, pri Ajdošu. Naredil licenco in zdaj hodim po tekmovanjih kot veteran. Vsak teden ali pa vsake 14 dni se malo sprus, še malo, da ne pozabimo, kako je izgledalo, ko smo tekmovali. Obstaja kakšno razmišljanje v smeri, da bi tudi v Idriji pričeli promovirati lokostrelstvo? Jaz bom tako rekel, da za moje trenerstvo je bilo dost. Verjetno se pa lahko kakšen lotil, zato ker nisem več sam to vedel, nas je že en par, tako da mogoče pa kjer od teh prevzel to zadevo, pa prav tudi vedeli, kaj zagnati po pogon lokostrelstva. Rad smo pa tukaj, smo pa ali v Bedajnah ali pa v Logatcu. Torej, ideja še za enega izmed prihodnjih pogovorov v našem studiu. Lahko. Ivan Poljanec, hvala za obisk v našem studiu, še enkrat čestitke za osvojeno priznanje in željo, da bi vam trenerstvo še dolgo ostajalo v užitku. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega prispevka in vabljeni tudi k ogledu ostalih oddaj Studia Idrijskih novic.